potem se je pa seveda pojavil tukaj nekdo, kar je pa tema današnje tiskovne konference, ki bi rad predstavil pa enega novega prevaranta v Sloveniji. Lepega dneva, tam letošnjega leta, v februarju, se je seveda prišel ponuditi Kristjan Verbič z VZMD. In mi, seveda, ker je on že imel vso tehnično podporo od spletne strani do tega, ker se že s tem ukvarja za zastopanje malih delničarjev, kar seveda je tudi lepo pridno zastopa za 20% provizijo za vsakega delničarja, kar tudi zelo prijetna zadeva. In smo seveda sklenili dogovor, da bo pa on z tem društvom seveda vodil tehnično podporo za ljudi, kateri mi organiziramo. No in potem smo mi takole en čas lepo skupaj dali pozive, takole na vlado, da nam pomaga seveda, ker je prišlo do spremembe lastništva NKBM, smo dali poziv na vlado, da seveda je potrebno zaradi tega in na upravo NKBM, da dobimo tudi svoje nadzornike, da izvolimo iz naših sredin predstavnike, seveda izberemo tiste, ki so kompetentni po izobrazbi in tako naprej, da bi lahko mi sodelovali v nadaljnji dokapitalizaciji, da bi imeli mi dostop do pomembnih informacij, da se ne nazadnje mi vsi skupaj zavarujemo, da se ne bi zgodila tale pristisnitev in prevara malih delničarjev, kar se je že v Sloveniji velikokrat zgodilo. Na kar se pa je junija, se pa je tale gospod Verbič nekrat nekaj izgubil, več ni bil dosegljiv. Potem smo pa opazili, da so se pa začeli pojavljati pa na spletu, na njegovi spletni strani in tako naprej. Seveda, kako vse slovensko združenje malih delničarjev, kako se oni lepo pogovarjajo z upravo NKBM. Nikjer več ni omenjenih malih delničarjev, civilne iniciative, nikogar več. Tukaj sta nenazadnje ostala samo še predsednik uprave Matjaž Kovačič in seveda naš gospod Kristjan Verbič. Nenazadnje se tudi lažno predstavlja kot delničar, kar sem vam povedal, kaj lahko tudi preverite v spisku, če bo pa kaj dokupil, se bo tako videlo, kdaj bo kaj dokupil. Potem v bistvu je izločil iz pogajanj in iz igre vse, obstaja še samo on. Kot je razumeti, vi ste najprej bili prijatelji, ste mu zaupali in potem zdaj post festum pa domnevate, da gre v bistvu za natek, no? Ja, poskusil nas je, ja. Torej, naknadno ste ga razkrili, da gre to za človeka, ki ima kako ozadje? Recimo je Boško Šrot preko teh svojih podjetij, od teh Kolonela in tako naprej, Centre naložbe, recimo te zadeve. No, tukaj, v NKBM-u, tukaj so se pa pojavili, se pa gospod Razgoršek, kasneje podobnik, recimo, so postavili gospoda Matjaža Kovačiča, ki je bil prej predsednik nadzornega sveta Infond Holdinga. Ko je tam opravil svojo funkcijo, ko je poceni prodal zadeve, so ga postavili za nagrado za predsednika uprave NKBM. Tale pa je zdaj potisnil naprej gospoda Verbiča, zato ker smo ga gospoda Matjaža Kovačiča zadnjič razkrinkali. In seveda se dali naprej novo osebo. To osebo je pa seveda zopet iz SLS podprta z gospodom Ludvikom Toplakom, ki je tudi podpredsednik VZMD. In to je recimo tale del nekako gospodarski, kako bi rekel, del Šrot SLS, kako bi to imenoval. Vas se zdaj moti to, da je dogovor padel iz 1 evra na 0,2 ali koliko ste rekli? Vsekakor, mi se zavzemamo, ker ljudje, če nekaj vlagajo, se morajo nenazadnje tudi dobiti toliko ven, da se jim splača vlagati. Se vsi želimo oplemeniti svoj denar. Pa ste vi formalno organizirani, ga lahko zrušite. Zakaj to dovolite? Zakaj bi ga pa mi rušili? Mi se ne bomo ukvarjali s prevaranti, s politikanti, mi se ukvarjamo z našimi idejami, z našimi ljudmi, ki se združujemo, da se bomo sami sebe zavarovali.
Torej, jaz sem zdaj razumela, da on nekako vas zastopa, ne? Zato sem vas vprašala, zakaj ga ne rušite. Ja, ker on je k nam pristopil s tem, z željo, da bi on ta del zastopal. Ampak to lahko preprečite. Lahko to preprečite, pa zamenjate pogajalca. Ja, seveda, ja, no, zdaj kako pa, ja, tu pa treba pa nekaj videti. Mi seveda z njim več ne sodelujemo. Smo se povezali z drugimi strokovnjaki. On je pa zdaj samo oklican. Vse se še on sam pogovarja. Vse tudi ne nazadnje, v teh se tudi na spletnih straneh, tako v ZMD-ja in tak naprej, ne, se piše gor, ono, čisto vestilo, jaz in nihče drug. Pa ste stopili v kontakt s gospodom Kovačičem? Smo bili v kontaktu, poskušamo kontaktirati tudi z ministrom Bajukom in tako naprej, ampak ni odziva. Gospod Kramberger, ste vi formalno organizirana organizacija, razmišljate o tem? Vsekakor. Mi smo, zaenkrat smo civilna iniciativa, se organiziramo, vsak dan nas je več. Mislim, ste registrirani kot društvo, kot ste pravna oseba? Ne, pravna oseba se pa nismo. Razmišljate o tem, ljudje bi vam verjetno tako bolj zaupali? Ja, tudi to razmišljamo in o tem bomo pa videli sedaj, kakšna bo želja. Zdaj tudi, ko bomo šli med ljudi, bomo tudi videli njihov odziv, njihove želje, še bolj natančno in karkoli bo potrebno, bomo to naredili. Pa lahko sploh v takšni organizaciji, ko ste zdaj zastopate male delničarje, če vam ti podpišejo pooblastilo, konec koncev ste le skupek ljudi, ki nima nobene pravne, formalne osnove. Vse to pa danes to ni nobena težava. Se lahko organiziramo, lahko se registriramo, lahko se tudi morda naslonimo na kakšno drugo organizacijo in pa ne nazadnje tudi obstajajo, tako kot je v ZMD, obstajajo tudi druge strokovne službe. So lahko, to je pa čisto odprto. Glavni cilj nam je, da ljudje obdržijo in oplemenitijo svoj denar. To je osnovni in glavni cilj.